Spoštovane pevke, po tako bogatem nagovoru in čestitki predsednika mi je veselje, da vam čestitam v imenu Zveze kulturnih društev, ob tem jubileju tudi v svojem imenu. Izročam vam priznanje, ki ga Zveza kulturnih društev podarja oziroma podeljuje ob okroglih jubilejih, tokrat za 40 let zvestega skupnega prepevanja, predanosti zborovski pesmi in prispevka k bogatitvi kulturnega življenja v Pišecah in širše. Občina Brežice je res bogata z zborovsko kulturo. Sami veste, da imamo veliko zborov, mešanih, moških, še najmanj imamo po ženskih, zato ste res pomembne soustvarjalke kulturnega življenja, kot je bilo že večkrat nocoj povedano, v Pišecah in širše. Ker je v vas v vseh teh letih, kar vas spremljam, vsaj 20 jih je, še iz časov Vinka Žerjava, ki je bil nekoč moj sošolec v srednji šoli, se mi zdi pomembno, da ta iskrica v vas žari še naprej, da še naprej bogatite sebe, res to skupnost in se res predajate zborovski pesmi, ki je zelo pomembna za vse nas, za Slovence in za vsakega posebej. Še enkrat vsem skupaj res iskrene čestitke in še veliko dobre volje in predanosti v prihodnosti. Med nami lepo pozdravljam podžupana gospoda Mihaela Petančiča in ga vabim na oder. Spoštovane pevke ženskega pevskega zbora Kulturnega društva Orlica Pišece, cenjeni zborovodja gospod Franc Veger, spoštovani glasbeni gostje in vsi prisotni, z velikim veseljem vas pozdravljam v imenu občine Brežice in v svojem imenu. Ob tem izjemnem jubileju, 40. obletnici delovanja vašega pevskega zbora. Zbor je v teh 4 desetletjih postal nepogrešljiv del kulturnega utripa Pišec in širše občine. Ne le, da ohranjate tradicijo zborovskega petja, temveč jo bogatite z energijo, predanostjo in ljubeznijo do glasbe. Vaš zbor neprekinjeno deluje že skoraj 4 desetletja, kar je izjemen dosežek. Za svoje delo ste prejeli bronasto odličje Zveze kulturnih društev Brežice, priznanje, ki potrjuje, da ste zgled vsem, ki verjamejo v moč ljubiteljske kulture. Vaš moto, kdor poje slobodne misli, je več kot le beseda, je življenjska filozofija, ki povezuje ljudi in ustvarja dobro voljo. V občini Brežice se zavedamo, kako pomembna je kultura za našo skupnost. Več kot 6% naših občanov aktivno deluje na področju kulturnih dejavnosti, kar pomeni, da je ljubiteljska kultura za mnoge način življenja. Občina Brežice zato podpira kulturna društva preko javnih razpisov, zagotavlja sredstva za redne programe in delovanje ter skrbi za primerne prostore. Obnavljamo večnamenske domove, kot je ta v Pišecah, ter kulturne spomenike, letos pa smo namenoma predali obnovljeni dom kulture Brežice. Potekajo pa tudi obnova dela na gradu Brežice. Ob tej priložnosti želim izreči iskreno zahvalo vsem, ki soustvarjate zgodbo zbora, vam pevkam, zborovodji, kulturnemu društvu. Vaše delo ni le glasba, temveč ohranjanje identitete in povezovanje skupnosti. V imenu župana, gospoda Ivana Molana, vam izročam plaketo občine Brežice kot priznanje in zahvalo za vaš pomemben prispevek k razvoju ljubiteljske kulture v kraju in občini. Drage pevke, iskrene čestitke ob 40-letnici. Naj vas spremlja še veliko uspešnih nastopov, novih pesmi in nepozabnih trenutkov. Naj vas glas še naprej odmeva v Pišecah,
v Brežicah in daleč naokoli. Hvala in prijeten večer še naprej. Lepo pozdravljam tudi predsednika Sveta krajevne skupnosti Pišece, gospoda Primoža Hribška, in ga tudi vabim na oder. Drage pevke, zborovodja, spoštovani gostje, dragi prijatelji pesmi. Danes smo se zbrali, da poslovimo nekaj lepega. 40 let petja, prijateljstva in ustvarjanja ženskega pevskega zbora Odlice Pišece. Če bi vsako vajo, koncert ali druženje zapisali na peresko, bi imeli verjetno že celo ptičje gnezdo zgodb, spominov in smeha. Odlice, 40 let delovanja ni mala stvar. To pomeni ure in ure vaj, nešteto kilometrov, prepetih pesmi, pa tudi tistih trenutkov, ko ste se spogledali in si rekle, no, tole bomo pa še malo ponovile, in potem ste. In vedno odpele tako, da ste ogrela srca sebi in drugim. Ob tem jubileju pa se želimo tudi z nežnostjo spomniti tistih, ki niso več z nami. Pevk, ki so skozi leta stale na odru, delile svoj glas in svojo dobro voljo, potem pa tiho odšle. Njihovi glasovi morda več ne zazvenijo fizično, ampak ostajajo v vsaki pesmi, ki jo zapojete, so del zgodbe Odlice in vedno bodo. Posebej se poklonimo tudi preminulemu zborovodju, ki je svojim znanjem, potrpežljivostjo in z ljubeznijo do glasbe usmerjal zbor, ga oblikoval in mu pomagal rasti. Nekateri voditelji pustijo sled, drugi pa pustijo pot. In prav takšna pot je v vašem zboru spisal on. Danes jo nadaljujete z enako predanostjo. Ko človek posluša, takoj začuti, da tu ne gre samo za note in harmonijo. Gre za prijateljstvo, toplino, solidarnost in trmo, tisto zdravo pevsko trmo, ki pravi, mi bomo pele, pa naj bo zunaj burja, žled ali pa sosedov kombajn. In veste kaj? Prav zato zbor traja, ker ste skupaj, ker se imate rade. In ker veste, da je petje nekaj, kar ne polni le dvorane, ampak tudi dušo. Drage Odlice, imamo pred vami še veliko let glasbe, smeha, druženja in novih pesmi, ki bodo nosile vaše glasove naprej, tudi za tiste, ki vas od zgoraj že spremljajo in verjetno po svoje dirigirajo skupaj z vami. Iskrene čestitke ob 40-letnici in naj vaša pesem še dolgo in dolgo traja. Lepo pozdravljeni tudi vsi ostali gostje, katerim tudi zdaj dajem besedo. Iskrene čestitke za ta lep večer v imenu vokalne skupine Barbara iz Globokega. Še enkrat iskreno čestitam in vam želim veliko zdravja in veliko lepih pesmi. Čestitam. Drage pevke, v imenu moškega pevskega zbora Srečko Kumar iz Kojskega vam izrekam
iskrene čestitke ob vašem 40. jubileju. Želimo vam, da bi še naprej polnila srca z glasbo doma in širše po svetu vsem vašim poslušalcem. Spoštovane gospe in gospodje, drage slavljenke, dovolite še v imenu okteta 10. brat nekaj besed, ker smo manj pel, bom pa več govoril, tako da bo večer šel z nami bolj poln. Skratka, kot veste, 10. brat je moral po svetu, mi, oktet 10. brat, smo pa radi šli po svetu in mnogokrat se že potrudili, da bi prišli v ta vzhodni del, Brežiško-Bizeljski, pa nam ni uspelo. Veste, da ne gre nič danes brez zvez, v sreči imamo zveze, jaz mojo sestrično Olgo med orlicami in tako je povezala nas z orlicami. Hvala za povabilo. Skratka, jaz sem imel premišljevanje, kaj orlice, a to ste žene od vrlih orlov ali kako orlice. Potem, ko sem pa vas na odru videl, ja ne, sem rekel, to so pa najlepša roža, orlica z zelo lepim cvetom in zelo trpežne trajnice. In tako da, tako kot zdaj oplemenitite Bizeljsko-Brežiški, pa še kakšen konec, vam čestitam ob tem delovanju in skratka želim, da ostanete tako trajne še nadalje s svojo lepo pesmijo, da dodajate življenju dodano vrednost, ki je lepa pesem, ki jo izvajate, izvabite iz vaških grl. Srečno in trpežno naprej. Vsem. V imeni Društva Slovencev Kredarica se tudi zahvaljujem za vabilo in prenašam pozdrave tudi od Najne vaše Rut Zlobec, vse pozdrave, ona je zdaj v Novem Sadu, ampak pride skoraj. Še enkrat za vas jubilej, vse najboljše in upam, da boste v nadaljevanju tudi prispevali tako dobre kulture. Tudi še enkrat, če bo možnosti, da pridete v Novi Sad. Dober večer, pozdravljeni. Iskrene čestitke tudi v imenu Klape Parangal. Lepo ste odpeli, jaz upam, da bomo še veliko tako sodelovali, kot smo do zdaj. Pa čim večkrat, pa čim dlje. Dober večer. Iskrene čestitke naše pešečke dame v vašem jubileju v imenu moškega pevskega zbora Bizeljsko, da bi še skupaj sodelovali in se družili na mnoga leta. Čestitke. Lep pozdrav vsem, predvsem pa naše drage slavljenke, hvala vam za ta čudovit in bogat večer. Turistično društvo Pišece vam iskreno čestita v vašem jubileju, želi še nešteto let čudovitega prepevanja in da bi se še velikokrat vaša pesem slišala izpod našega kozolca.
čestitke, spoštovani zborovodja. Tukaj sem v imenu osnovne šole Maksa Pletačnika Pišece. Ko vas pogledam takole, vidim babice, mame, prababice naših otrok, ki se podijo po hodnikih naše šole. Vidim, da se bo lepo zapeta pesem prenesla na mlajše rodove, tako kot vi to prenašate že 40 let. Čestitam vam v imenu vseh malih in velikih iz osnovne šole Pišece. Tole pa odprite na prvih vajah. Je za energijo, za pogum in za vztrajnost, za malo veselja. Če boš lahko, kaj probaj. Ja, en lep večer je za nami, tudi pred nami še. Poglejte, ženske, marsikera tle se bo spomnila, kaj je bilo pred 18-20 leti. Zakaj imamo mi danes te košaro z vitamini, polno nadevano in pa suhimi slivami. Zakaj suhe slive? Okrog 20 let je minilo, ko je bilo v Sevnici revija in mi smo si delili takrat sobo s Posavci. Bile so dve mize, na eni je bila voda, vrč vode, na drugi je bila pa še košara suhih sliv. Ja, na njih ni pisalo, da so si to Posavci za sebe prinesli, za svoj glas. Naše ženske so se zakadile v tiste slive, jih lepo pojele in ko so prišli Posavci iz tonske vaje, jih je čakal kupček košic. Ja, poglejte, ampak če zdaj potegnemo črto, kaj so te slive naredile? Posavci so se razšli. Ne vem, če za sliv, evo, naše ženske pa 40 let popevljajo. Tako da čestitam. Če ne prej, pa za Abrahama, se pa spet vidimo. Sami vitamini.